V knjigi smo želeli opisati in s fotografijami predstaviti napore, kako smo prišli do letališča, pravi Juš Mihelčič, ampak dogodki so se nizali kar eno za drugim in tako je pol ratovalo materijala zmeraj več in na koncu je pač nastala knjiga, ki je pa sam en majhen delček. Tega materijala je še ogromno. V 40 letih se je namreč zgodilo veliko dogodkov. Aeroklub Bela krajina je nastal iz želje, da bi lahko ponudili belokranjski mladini neko dejavnost, ki je zelo vzgojna. Izšolali so veliko pilotov, pa ne le iz Bele krajine. Tako smo imeli šolo za jadralne pilote, šolo za ultralahka letala in motorne pilote. Zaradi državne birokracije, tako Stariha, danes šole nimajo več. Imajo pa v klubu 20 pilotov, ki skrbijo za njihovo letališče, letijo in želijo razvijati dejavnost naprej. Zato si želijo, da bi končno rešili težave z lastništvom zemljišča na delu letališke steze in bočnih ravninah. Prizadevajo pa si tudi, da bi se še pista malo podaljšala, ker pogoji so vse za 200 metrov, takrat bi postali res eno tako pravo športno slovensko letališče, primerljivo s vsemi drugimi. Prepričani so namreč, da zaradi razvoja in turistične ponudbe Bela krajina potrebuje športno letališče, saj, kot pravijo, gresta letalstvo in razvoj z roko v roki. Ja, razvila se bo ta ultralahka aviacija, ki bo dostopna širšim množicam, obstali bodo samo močni klubi, vse drugo bo propadlo. Bo ostal tudi Aeroklub Bela krajina. Še zmeraj je dosti entuzijastov in vsaj par let bo to še živelo. Je prepričan Mihelčič, ustanovni član Aerokluba.